Živijo, en lep pozdrav. Moje ime je Anja Fortuna, za vse tiste, s katerimi se še nismo uspeli srečati. Trenutno sem podpredsednica Evropskega mladinskega foruma, sem pa v zadnjem letu oziroma od januarja vključena v proces predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije na področju mladine. Že od samega začetka smo veliko koordinirali in se v bistvu spraševali, katera je glavna tematika. Tako da smo takrat že pred leti, ko sem bila še na strani Mladinskega sveta Slovenije, za prioritetno tematiko izbrali državljanske prostore za mlade in pa participacijo mladih. Torej, ta ena izmed tematik, s katero se na tem dogodku ukvarjate. Potem pa je prišel ta vsem znani COVID in epidemija in smo bili vsi primorani stvari premakniti na splet. Tako da je v bistvu bila ta aktivnost res precej bolj digitalna, kot smo si jo od začetka predstavljali, kot smo jo na začetku planirali. V sodelovanju z različnimi deležniki smo v bistvu kot glavno tematiko tudi v procesu Evropskega mladinskega dialoga, ki ste že slišali, veliko razglabljali o 9. Evropskem mladinskem cilju, o prostoru in participaciji za vse, ki tudi nekako naslavlja to digitalno dimenzijo. In organizatorji tega dogodka so me v bistvu nekako pozvali, da naj odgovorim na vprašanje, kaj so prvi sadovi predsedovanja Slovenije svetu EU na področju vključevanja in participacije mladih v digitalne prostore. Zdaj, glede na to, da je 8. cikel Evropskega mladinskega dialoga prvi v celoti digitalni cikel, smo veliko stvari naredili že na tem področju. Videla se je, kako lahko mladi v svojih lokalnih okoljih, na nacionalnem, na lokalnem in pa tudi na evropskem nivoju participirajo. Tako da je bilo tukaj odprtih precej enih vrat, kaj participacija v tem digitalnem svetu sploh omogoča, katere so tiste stvari, ki so plus, pa tudi katere so tiste stvari, ki so v bistvu zelo negativne. Tako da smo sploh z vidika vodenja nekega procesa participacije mladih videli veliko pozitivnih in pa tudi negativnih stvari digitalne participacije. Zdaj, če malo bolj konkretno odgovorim na zastavljeno vprašanje, v ponedeljek, torej 29. novembra, so na svetu ministrov za mladino sprejeli dokumente, ki bodo pomembno vplivali na nadaljnji razvoj mladinskih politik, tako na ravni Evropske unije, kot pa tudi na ravni držav članic. Slovenija je na agendo postavila 4 dokumente, ki jih je oblikovala sama in pa tudi s pomočjo Evropske komisije. In za nas so najpomembnejši sklepi o varovanju in ustvarjanju državljanskih prostorov, ki omogočajo smiselno participacijo mladih. Dokument govori o tem, kaj je pomembno in kaj je potrebno narediti, da se ohranijo obstoječi državljanski prostori in pa kaj je potrebno narediti, da se ustvarijo novi državljanski prostori za mladi. In seveda so predvsem zdaj v tem obdobju ti državljanski prostori tudi v digitalnem svetu. V dokumentu države članice opredeljujejo različna področja, med njimi menijo, da se v digitalnih prostorih najdejo neke nove funkcionalnosti, torej neke nove možnosti participacije in vključevanja mladih, vendar pa je ta prehod na spletne državljanske prostore razkril težave, predvsem povezane z dostopom, torej z infrastrukturo, kakšen dostop imajo mladi do interneta oziroma do spletnih okolij, kakšne sposobnosti oziroma kompetence mladi imajo za to, da lahko sodelujejo v državljanskih prostorih na spletu in pa predvsem, kakšna je ta spletna varnost mladih. In vse države članice se strinjajo, da je potrebno mlade bolj obvarovati na spletu in predvsem premostiti digitalni razkorak, ki je kljub temu, da so mladi najbolj digitalna generacija, precej velik. Kažejo se razlike znotraj držav, razlike z vidika izobraženosti mladih, iz kakšnega socialnega okolja prihajajo, predvsem pa so razlike zelo velike med državami, ravno zaradi tega, ker
so nekateri mladi soočeni s tem, da sploh nimajo dostopa do interneta, do digitalnih orodij, do že samih fizičnih naprav, kot so računalniki, telefoni. Kot že rečeno, je pa zelo velik problem tudi poznavanje, uporaba teh digitalnih orodij. S sprejetjem tega dokumenta so se države članice zavezale, da bodo delale na odpravi ovir pri participaciji na spletu, s katerimi se soočajo in srečujejo mladi. Tukaj, kot že rečeno, govorimo o dostopu do interneta, digitalnih kompetencah, pomanjkanju infrastrukture in opreme. Torej so se države zavezale, da bodo v nadaljnjih letih več delale na tem, da vsem mladim omogočijo lažjo participacijo v spletnih prostorih. Prizadevale pa se bodo tudi varovati digitalne državljanske prostore za mlade s spodbujanjem digitalne odpornosti. To pa predvsem s krepitvijo digitalne in medijske pismenosti in pa ozaveščenosti mladih. Jaz mislim, da je tukaj zelo velika priložnost za mladinske organizacije, za organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi, ki delujejo po principih mladinskega dela, zato da med mlade sploh pridejo te kompetence, da mladi osvojijo te kompetence in pa tudi, da se nekako mladi zavedajo, da je potrebno biti nek varen uporabnik spleta, torej da se zavedajo tudi negativnih strani uporabe digitalnih prostorov. Drug pomemben dokument je resolucija sveta o zaključkih 8. cikla Evropskega mladinskega dialoga. Namen tega dokumenta je bilo v bistvu predstaviti sam potek 8. cikla mladinskega dialoga in pa predvsem vključiti priporočila, ki so jih oblikovali mladi septembra na Evropski mladinski konferenci, ki jo je organizirala Slovenija v sklopu našega predsedovanja, ter da so tam noter res priporočila, ki so jih oblikovali mladi. In pomembno je tukaj, da so prepoznali, da digitalna orodja ponujajo neke nove oblike participacije in državljanskega udejstvovanja. Hkrati pa so tudi v tem dokumentu zavedali, da so neke vrzeli med mladimi z vidika uporabe digitalnih orodij. Torej, sam dokument se zaveda, da digitalna participacija ni edina rešitev, torej da je ena izmed rešitev oziroma ena izmed možnosti participacije mladih. Zdaj, Evropska mladinska konferenca in pa 8. cikel se je, kot že rečeno, osredotočal na 9. evropski mladinski cilj in eden od podciljev je zagotavljanje digitalnih prostorov za mlade. Tukaj so delegati konference in pa v bistvu vsi, ki so nekako sodelovali pri 8. ciklu mladinskega dialoga, oblikovali 4 priporočila in vsa ta se vežejo na vidik te digitalne participacije. En se osredotoča na to, da se zagotovijo minimalni digitalni standardi, predvsem infrastrukture, da se opolnomoči mlade pri razvoju digitalnih veščin, da se razvije sistem, ki bo meril prijaznost virtualnih prostorov za mlade in pa v bistvu, da se zaščiti mlade pred napačnimi informacijami in pa sovražnim govorom v digitalnih prostorih. To sta zdaj v bistvu 2 izjemno pomembna dokumenta, ki sta bila v ponedeljek sprejeta. Poleg tega je eno drugo področje, torej ne področje mladine, se osredotoča na akt o digitalnih storitvah, ki pa prav tako opredeljuje vidike digitalne participacije državljanov. Zdaj, ena zelo pomembna stvar našega predsedovanja je, da je sredi septembra predsednica Evropske komisije napovedala leto 2022 kot Evropsko leto mladih in Slovenija vodi proces pogajanja z Evropsko komisijo, z Evropskim parlamentom na strani sveta, tako da je v bistvu Slovenija tista, ki nekako poskrbi, da bo predlog sprejet in da bo leto 2022 res namenjeno mladim. In ena od usmeritev Evropskega leta mladih je to, da se nekako vključi mlade v digitalno transformacijo, torej da so mladi bolj vključeni v to,
kako se bo Evropa preobrazila v tej digitalni smeri in kako naj bi to sploh potekalo. Prav tako pa naj bi to leto podpiralo resolucijo o implementaciji digitalnega mladinskega dela, ki je bila sprejeta leta 2019, ko je Finska predsedovala svetu EU, ki pa v bistvu bolj govori o digitalnem mladinskem delu, kar pa smo mogoče vseeno jaz ne najbolje razumeli pred prihodom covida. Zdaj pa v bistvu malo bolj razumemo, kaj digitalno mladinsko delo sploh je in kakšne so možnosti. Tako da ja, zdaj tematika, s katero se soočate na tem dogodku, je digitalni svet res prostor participacije in udejstvovanja. Zdaj, čisto moje osebno mnenje je, da ja, ampak da zelo v bistvu, bom rekla, ne v omejenem obsegu, ampak dopolnjajoč tej neki fizični participaciji, udejstvovanju pa fizični aktivaciji mladih. Torej, da v bistvu digitalno področje samo je nek komplementar temu fizičnemu udejstvovanju, fizični participaciji mladih. To bi bilo z moje strani vse. Mi je kar hudo, da nisem z vami, ker bi zelo rada tudi mogoče poklepetala z vami na tej tematiki, ker se mi zdi, da bo digitalizacija še zelo, zelo pomembna tematika v nadaljnjih mesecih in tudi letih. Tako da vse dobro in upam, da se enkrat tudi v živo srečamo.